Medtem ko se naši poslanci prepirajo o nepomembnih stvareh, kot so plače policistov, družinski zakonik ali pa število beguncev, ki jih moramo sprejeti, se v Ameriki prepirajo o stvareh, ki so dejansko pomembne. O tem, koliko stare naj so striptizete. Zanimivo je, da so se seje udeležili čisto vsi poslanci, glasovali pa so z bankovci, tako da so jih tlačili za tangice predlagatelja. In predlog je bil, da bi najnižja starost morala biti 21 let. Čemur bi naš veliki pesnik nasprotoval, ker česar ne moreš podkupiti s figami, je že prestaro. Čeprav, pri teh letih so v socializmu hodile že v penzion, jaz ne vem, kaj se grejo. Kakorkoli, eden od poslancev je imel dodatno idejo. I have put an age limit on it of no more than 28 years of age and shall be no more than 160 pounds. And I'll take any questions. Ker ta poslanci pa atletske postavili. Predlog so podprli vsi poslanci, poslanke pa ne, ker si hočejo zagotoviti popoldanski SP. So to pomembne politične odločitve, a niso? Koliko stare in težke naj so striptizete? Naši poslanci tudi niso tako slabi, kaj? Zakaj ne določamo teh stvari mi za poslance? Zakaj niso večje vlačuge, kot te striptizete? Lepo te prosim. Zdaj, Slovenci smo narod rekorderjev. Največja čokolada, največja maturantska četvorka, največ samomorov, največje budale na oblasti. Ni stvari, kjer ne bi Slovenc poskusil postaviti rekorda. Razen mogoče v treznosti na 100 metrov. Tega se moramo enkrat lotiti še. No, mladina v Krškem je postavila še en rekord. Zlaganja papirnatih letal so se danes lotili dijaki v Krškem. Podirali so rekord v hkratnem sestavljanju papirnatih letal. Do Guinnessovega rekorda pa so jim pomagali celo dijaki 4 šol iz tujine. Skupaj so izdelali neverjetnih 962 papirnatih letal. Tako je, v Krškem so zložili skupaj 1000 papirnatih letal, kar pomeni, da so imeli osnovnošolci močnejše letalske sile kot Slovenska vojska in boljše letala. Se pa časi spreminjajo. Ker sem jaz po razredu metal papirnata letala, sem dobil ukor. Res pa je tudi, da sem jih metal v učiteljico in se drl umri. Jaz iskreno čestitam mladim rekorderjem, ampak najlažje je pa biti rekorder v Krškem, ker imajo vsi ekstra prst več. To je nelojalna konkurenca, fanti in dekleta. Je pa super, da se ta letala po noč svetijo, tako kot vsi v Krškem. Mogoče pa smo mlade narobe razumeli in letal niso izdelovali za rekord, ampak so simbolično hoteli pobegniti z Krškega. Predlagam pa dijakom še eno postavljanje rekordov. Ko boste študentje, probite končati faks preko 10 letih. In ko smo pri faksu in rekordih, Japonci so postavili čist posebnega. Rekord, ne faksa. When most elders struggle to keep pace with life, a 96-year-old man in Japan competed with young students to take a degree. Now he has become the world's oldest university graduate. Kaj? A je študiral na FDV-ju, ali kaj? Tip je naziv večni študent postavil na čist drug nivo. Mogoče ga je lovil bolonjski sistem, pa je mogoče čim prej končati. Mene zanima, zakaj je trajal tako dolg. Mogoče imel sem še 2 izpite za narediti, pa jih ni mogel položiti, ker je mogel Pearl Harbor. Ga vidim v referatu. Gospod Hirata, zakaj rabite dvojnik indeksa? Ste ga zgubil? Ja, v Hirošimi. Ta model je tako star, da je on profesor je spraševal, a vi ste pa na novo tle. Ko bi on mogel diplomirati, njegovega faksa še sploh zgradili niso. In če pozabil narediti nalogo, so mu profesori dejansko verjeli. Me zanima, kam bo šel na absolventski izlet. Direkt na Britovko. Hvala za ogled, ne pozabi pa tudi na Ta teden z Juretom Godlerjem ob četrtkih ob 22:40 na Planetu. Hej tujec! Polajkaj nas na Facebooku, posledi nas na Twitterju in naroči se na naš YouTube kanal.